debelega hrasta so stanovali čuki. Mama sova, oče čuk in 3 čukci, ki so se vrstili od najstarejšega do najmlajšega. Najstarejši je bil Mak, drugi Žan, tretji pa je bil Pan. Vsi 3 so se vsako popoldne, ko bi morali biti v postelji, lovili, igrali in prepevali. Celo, ko bi morali že davno spati, sta se brata najmlajšega učila prepevanja, peli so vse, dokler se ni zmračilo. Starša sta obupala, saj so bili čukci ponoči utrujeni in so zaspali že kmalu po polnoči. Mama sova in ata čuk sta polnoči iskala hrano, mladiči pa so cel dan prepevali. Naslednje jutro se je mali Pan odločil, da se odpravi na potep, saj ga je zanimalo, kako svet tam zunaj izgleda podnevi. Odpravil se je do gozdne jase in ure ga ni bilo nazaj. Zato se je najstarejši brat Mak odpravil pon, drugi brat pa je čakal nanj, če se bo prikazal. Mak je preletel vse veje, prečesal vso podrast, spraševal vsako žival v gozdu, a nihče Pana ni videl. Nazadnje je Mak srečal zajca, ta pa mu je povedal, da je Pan zašel v temni del gozda, črni les. Maka je za brata zelo skrbelo. Res, da je mali, pameten, a tudi zelo radoveden in preveč pogumen. Da ga le ne bi ta pogum zapeljal v nevarnost. Ko se je že zavil proti črnemu lesu, je zaslišal cviljenju podoben glas. Prav tak, kot ga ima Pan. Mak je prisluhnil in potem šel za glasom. Postal je vedno bolj različen in nazadnje je lahko razumel besede. Na pomoč! Na pomoč! Pan se je stiskal k deblu, van pa se je s svojim šilastim gobcem zaganjala lisica. Joj!
Ojoj, pojedla ga bo, je pomislil mag. S kljunom pobral kamen in zaprhotal s krili. Poletel je nad lisico in ji kamen spustil direktno na glavo. Prestrašeni panj je pritekel bratu v objem in obljubil, da ne bo nikoli več odšel sam v gozd brez bratov in da bo odslej pridno ubogal očeta in mamo. Oba sta se srečno vrnila domov in od utrujenosti so vsi zaspali, ko je bil še dan. Od takrat naprej so spali podnevi, kot vse ostale sove. Ponoči pa so pomagali staršem iskati hrano. Seveda so kdaj tudi še skupaj zapeli, a nikoli več podnevi. Mama sova in oče čuk nista mogla verjeti, kako pridni so kar naenkrat postali njuni otroci. Nikoli jima namreč niso razkrili, kaj se jim je zgodilo tistega dne.